Lep pozdrav še enkrat, torej kot je že naš delovodja prvega panela napovedal, bomo šli iz teh splošnih pregledov vojaškega delovanja v letu 43 in nasplošno čez obdobje druge svetovne vojne pri nas, torej od leta 41 do 45, na nek način pregled organizacijsko-političnega delovanja odpora na Slovenskem s poudarkom na bistvu dveh mestih, in sicer na Dolomitih, ljubljanskih in Kočevskem. Predvsem se bomo obdržali na bistvu prvem delu, torej času pomladi leta 43, ko je v Dolomitih, Polhograjskih Dolomitih, deloval izvršni odbor Osvobodilne fronte. Torej, če govorimo o segmentih delovanja odpora na Slovenskem, partizanskega narodno-osvobodilnega odpora na Slovenskem, govorimo o seveda dveh delih. Imamo politično, organizacijsko vodstvo in le-to je bilo po zimi leta 42-43 nastanjeno v hiši na Babni gori. Babna gora, naselek zelo blizu Polhovega Gradca, kjer v bistvu na nek način še danes lahko vidite tole table, in to je v bistvu konec koncev tudi razlog, da jaz sem bil zadolžen, da predavam to temo, ker sem še kot študent slučajno ali pa ne prišel v to hišo, torej sem kupil to hišo, zasledil to tablo, in to je bil razlog, da sem potem pri danes kolego, tadaj seveda profesorju Repetu oddelal diplomsko nalogo, in sicer delo izvršnega odbora Osvobodilne fronte. Torej, če na hitro, seveda, referent je tule v prvih vrstah, lahko to del preskočite, ker tako, kot je že prej župan rekel, je za določene stvari boljše biti tiho ali jih preskočiti, ampak mislim pa, da za poslušalstvo nasplošno je vseeno dobro, da v bistvu si pogledamo, kako je bila Osvobodilna fronta, vemo, konec aprila 41. leta ustanovljena, sestavljena. V bistvu glavni trije organi Osvobodilne fronte so bili vrhovni plenum, ki so ga predstavljali, torej predstavniki vseh skupin, preko 10 vključenih v Osvobodilno fronto, medtem ko je izvršni odbor Osvobodilne fronte predstavljal najvišji organizacijski izvršni organ. In zakaj je pomembno v sklopu današnjega dogodka, da govorimo o izvršnem odboru Osvobodilne fronte, ker je izvršni odbor Osvobodilne fronte razpisal volitve za Kočevski zbor in konec koncev tam, torej tukaj, bil potrjen za nosilca v bistvu izvršnega dela naprej, torej na nek način za vlado, dokler ni seveda maja 45. leta prišlo do izvolitve narodne vlade v Ajdovščini. Torej, tukaj lahko vidimo segmente dela, pomembno je torej, da v tem kontekstu govorimo o izvršnem odboru Osvobodilne fronte, ki pa v delu, ki se je pa pri delu v Polhograjcih soočal tudi z zanimivimi, težkimi situacijami, zaradi katerih lahko, da vsaj ti akterji, konec koncev pa tudi ta dogodek ne bi bil tukaj ali pa ne bi bil popoln, ker v bistvu ni dosti manjkalo, da bi bili zajeti oziroma ubiti. Torej, če govorimo o izvršnem odboru Osvobodilne fronte, ki je bil ustanovljen, torej kot izvršilni najvišji organ Osvobodilne fronte 28. julija 41 s prvimi člani Kidričem, Kardeljem, Pfeifferjem, Rusom in Vidmarjem. Še istega leta se jim pridružita Kocbek in Lubej in kasneje še Luka Leskošek ali z vojaškim imenom Luka, in kasneje v bistvu januarja 43, torej že za časa leta, ki ga obravnavamo, in delovanja izvršnega odbora na Babni gori, torej Brecelj in Polič. Kasneje se v bistvu že po tem, ko postane izvršni odbor predsedstvo Snosa in seveda dogodkih leta 43, kapitulacije Italije in tako naprej, se pridruži še Bevk in leta 44
izvršni odbor dobi še dosti več članov, ne, če smo tukaj govorili o 10 in še nekaj, torej 11, se 44. leta izvršni odbor precej razširi na 27. Pri izvršnem odboru so seveda v sklopu teh sestankov delovale različne komisije, ne, komisija gospodarska, za agitacijo, nadzorna, upravna in tako naprej. Na nek način pa je od začetka leta 43 vodja ali glavna figura bil Josip Vidmar, kar se tiče, seveda pa so imeli zelo pomembne funkcije v sklopu izvršnega odbora, predvsem, ne, seveda, Kardelj Kidrič, pa Kocbek in delno tudi Pfeiffer in Rus, torej kot tisti iz treh najpomembnejših enot izvršnega odbora oziroma splošno osvobodilne fronte, torej od komunistov, sokolov in krščanskih socialistov. Torej kulturniki na nek način že predvsem izgubljajo vlogo in potezo in videli bomo tudi v bistvu, kako se to na koncu manifestira. In zdaj, če govorimo, ne, o letu 43 in dogodkih znotraj osvobodilne fronte, do v bistvu pomembnega dogodka v začetku leta 43, do katerega bomo kmalu prišli, moramo vedno vedeti, da je v bistvu zgodovina vedno na nek način sestavljena kot čebula, če si predstavljamo. Imamo polno plasti in vse te plasti so prepletene med sabo. Tista na vrhu vpliva na tisto središčno. Ne? In če danes jaz govorim tukaj o zgodbi izvršnega odbora na Babni gori in kako potem izvršni odbor gre v Kočevje in tukaj razpiše zbor od poslancev, torej govorimo o zboru od poslancev, moramo vedeti, da v bistvu vsi ti dogodki, plus seveda še nebroj drugih manjših, vplivajo na dogajanje znotraj osvobodilne fronte, ne, in v bistvu rezultat vsega tega, ko v bistvu na svetovnem bojišču, pa če gremo od svetovnega, torej od Severne Afrike proti Evropi, Stalingrad, Leningrad, Kursk, izkrcanje zaveznikov in seveda kapitulacija, vse te napovedi teh dogodkov, katere so seveda člani ali pa vsi v bistvu v sklopu odpora redno spremljali, ne, so v bistvu na nek način imeli že informacije, torej vedelo se je, 43. leto je v bistvu leto preobrata v sklopu druge svetovne vojne, ko nemška moč ali pa moč sil evidentno začne padati, ne, in v sklopu osvobodilne fronte se v bistvu začne takrat pomembno dogajati. Ne, in vrhunec, prvi vrhunec, ali pa lahko rečemo, eden od dveh najpomembnejših stvari v sklopu osvobodilne fronte in seveda organizacijsko-političnega delovanja na slovenskem v drugi svetovni vojni je Dolomitska izjava. Torej, Dolomitska izjava, ko na nek način po temeljitih debatah, takšnih in drugačnih vplivov od zunaj pride na koncu do podpisa izjave, kjer v bistvu vse skupine, predvsem pa so tu važni sokoli in krščanski socialisti zaradi večje udeležbe na terenu, bi lahko rekel, podpišejo izjavo, ker dajo komunistični partiji glavno besedo pri vodenju osvobodilne fronte. Dolomitska izjava, ki v bistvu precej časa ni bila, ne morem reči aktualna, ali pa predvsem je postala polemična v 80. in 90. letih, ko so se začeli različni pogledi na dogajanje v sklopu druge svetovne vojne, ampak ne, tukaj imamo strokovnjake, ki bi, ne, predvsem dr. Godeša je tu o tem napisal veliko in bi lahko, ne, verjetno cel dan lahko govoril o tem, ampak v grobem je pač Dolomitska izjava posledica vsega tistega in v bistvu na nek način logična situacija, ki se je morala zgoditi. Je pa pomembno vlogo pri tem imel tudi predstavnik vrhovnega štaba jugoslovanske vojske Arso Jovanović, ki je bil med drugim tudi po zimi na Babni gori, kjer je ogledoval delo osvobodilne fronte in v bistvu precej omalovažujoče
poročal glavnemu štabu jugoslovanske vojske s Titom na čelo o delovanju Osvobodilne fronte, zaradi česa je prišlo potem v sklopu izvršnega odbora do velikih polemik. No, ampak vse to, torej, nerealno pričakovanje konca vojne, morebitno izkrcanje zaveznikov v bližini Slovenije, torej pride do na nek način pritiska na to, da se zadeva pa enoti. Torej, pri Dolomitski izjavi govorimo o enem prvih korakov k poenotenju osvobodilnih gibanj jugoslovanskih narodov. In zdaj govorimo o Dolomitski izjavi, dajmo pogledati v bistvu samo, kje se dogaja ta zemljevid, ki smo ga naredili v sklopu projekta okupacijske meje in vodja profesor Repe je z nami tukaj in lahko smo ga danes že drugič, pomeni, da je zelo praktičen, nam res lepo prikaže v bistvu situacijo 41 do 43, seveda ta meja potem na nek način se malenkost spremeni, seveda s padcem Italije, ki prikazuje v bistvu situacijo na slovenskem v tem času. Imamo Nemce, imamo Italijane, Hrvate, ki si vzamejo del v okolici današnjega Obrežja, imamo Madžare in v bistvu tukaj na tem majhnem koščku nad Ljubljano v drugi polovici leta 1942 nastane osvobojeno ozemlje, tako imenovana Dolomitska republika. Dolomitska republika, ki je v bistvu pomembna predvsem zaradi tega, ker sta tukaj 42 in 43, torej jesen in pomlad 42-43, delovala tako v bistvu izvršni odbor Osvobodilne fronte, torej politično vodstvo kot glavni štab Narodno-osvobodilne vojske. In sicer politično vodstvo na Babni gori, medtem ko vojaško vodstvo na Odsredku, tisti, ki ste Ljubljančani ali pa, če boste kdaj šli na izlet na Katarino, nad Ljubljano, Topol oziroma Katarino, se peljete v bistvu mimo kraja Osredek, kjer je bil bunker vojaškega vodstva. Torej, če si predstavljamo trikotnik med Dobrovo, Polho in Gradcem in v bistvu Horjulom, nastane eno precej veliko, mislim, da 20 kvadratnih kilometrov osvobojeno ozemlje, osvobojeno vseeno malo v narekovajih vzeti, ampak predvsem pomembno, le streljaj daleč od tedaj že seveda ožičene Ljubljane. In še neka stvar je tukaj pomembna. Zdaj, če govorimo o Babni gori, pomembna je ta črta, torej tole. Govorimo o meji, ki je tedaj ločila Italijo in Nemčijo, in če si predstavljamo, da gledamo iz Ljubljane Grmado, Polhograjsko Grmado, čez vrh Grmade je tedaj tekla meja in torej partizani se umaknejo ta konec, kjer jim, zanimivo, hrbet v bistvu ščitijo Nemci svojo mejo. Torej nemška zaščita, ker Nemci ne posegajo čez ožičeno in minirano mejo, Italijani jo načeloma ne nadzorujejo in v bistvu ta del postane precej varno zatočišče za dobrega pol leta. Torej, da si vizualizirate Babno goro, še danes imamo na tej liniji zanimive ostanke te okupacijske meje, torej vidimo Deutschland in Italija in zanimiv napis, meja med italijansko in nemško cono, kjer je v bistvu, torej te ostanke še vedno lahko najdete. In tole še vizualizacija, torej te Babne gore, kje jaz pritisnem tule, da mi... Ne vem, ne uspe mi, ampak če si predstavljamo, tole je ta... Tole je ta, v bistvu, hiška, moja današnja hiška, tole je Grmada, tole je meja in če si predstavljamo, v bistvu, tule so delovali, tule je deloval izvršni odbor Osvobodilne fronte, na drugo stran je Osredek, slaba ulica v stran in tukaj je v bistvu slaba ulica stran tudi Dobrava in predmestje Ljubljane. In tule vzadje, torej gozdovi, vzadje nemška meja, ki partizanom takrat ščiti hrbet. Tole je v bistvu prostor, kjer je bila podpisana Dolomitska izjava in tole je zanimivo, bo mesto danes sicer več ne tako prehodo. Tule spodaj je bil bunker, ker so se skrivali in ker lepo
Pfeiffer in Kocbek in drugi opisujejo v bistvu situacijo. Torej, kako so čez ta okna gledali proti Korenu in dol v dolino proti Polhovemu Gradcu, kjer so opazovali Italijane, vse sem pri konci, no. Tule spode so pa s takim dvižnim dvigalom 40x40 se spustili v bunker, ki je v bistvu deloval kot da ni nič spodaj. In zanimiva je situacija, ki sem jo že omenil prej, da so v sklopu ofenzive, torej konec marca 1943, prišli do Koče, do te hiše, ki se je reče Glažarjeva bajta, bilogardisti z italijansko pomočjo, torej z Italijani. Ko so videli hišo, kjer so bili skriti, naši operativci, so rekli, verjetno smo se zmotili, tu je le premalo, ni nikjer videti bunkerje, in so šli na domačijo, torej 50 metrov višje je Glažarjeva domačija, kjer so v bistvu razkopali poden, ker so imeli informacijo, da je v bistvu vodstvo partizanskega odpora pri Glažarju, ampak v bistvu so falili hišo. Zanimivo bi bilo, če bi jih tedaj zelo malo manjka, da jih ujame, je pa zanimivo, da v bistvu ta bunker in tisti na osredku, ki sem ga omenil, 3 dni po odhodu na Kočevsko odkrijejo in ujamejo tam pač nekaj drugih operativcev. Tole samo par okrožnic, torej izvršni odbor Osvobodilne fronte, kot sem že povedal, poda okrožnico za zbor odposlancev, v letu 1943 do v bistvu zbora odposlancev pa so še tukaj nekaj med njimi, torej lahko vidimo, kakšne informacije, odloke, poročila in okrožnice so dejali, torej za to obdobje vsekakor zelo pomembna ta okrožnica, potem seveda ta razpis volitev v zbor odposlancev, seveda je tudi vmes o kapitulaciji oziroma pripravah na kapitulacijo Italijanov in tako naprej, torej kaj in s čem obvešča. In seveda potem oktobra že 43. leta sklep o zaupnici in izvolitvi izvršnega odbora Osvobodilne fronte, ki od tega trenutka naprej deluje kot predsedstvo SNOS-a. In seveda na koncu objava. Seveda s tem delom, vemo, tako izvršnega odbora kot vseh ni bilo še daleč od tega, da bi bilo končano. Velik del članov je šel konec koncev dober mesec kasneje na pot v Avnoj, kjer so se potrdili sklepi vezani na slovenski odpor. Hvala lepa, tako upam, da ste dobili kako novo informacijo.